Pozdravljeni. V juniju med našimi člani Slovenske gospodarske zveze iščemo zgodbe navdiha. Danes je zgodba dneva podjetje Ograje Kočevar. Z nami je lastnica podjetja Zdenka Kočevar in pa Matjaž Ahac, vodja prodaje in marketinga. Pozdravljena. Pozdravljeni. Podjetje je sicer ima sedež v Sloveniji, ampak od leta 2017 imate tudi svojo podružnico v Velikovcu in sicer se oglašujete pod znamko OGK Cojne. Zato ste zagotovo zanimiv primer sodelovanja Slovenije in Avstrije tudi v času COVID-19, ki nas je vse malo prizemljil nazaj. Je pa en zanimiv podatek, kot iztočnica za vas mogoče, gospa Kočevar, 200 km ograj letno naredite. Je tako? Ja, res je. Ja. Kako se je podjetje odzvalo zdaj v teh časih COVID-19? Moram reči, da smo pač morali upoštevati vsa navodila. Takoj, ko se je pač bila objavljena ta epidemija, smo ustanovili krizni štab, ki ga je vodil tudi naš gospod Ahac Matjaž, ki je tukaj zdaj zraven mene. In seveda smo spremljali dnevno vse informacije, vsa navodila, se jih tudi striktno držali. Takoj na začetku smo dejansko v marcu mesecu tudi prekinili z delom v podjetju, se držali strogih navodil in seveda kasneje smo pa videli, da če se upoštevajo navodila, vsi ti varnostni ukrepi, maske smo takoj nabavili, smo jih dali šivati, potem smo rokavice, razkužilna sredstva, proizvodnjo smo tudi pač tam, kateri oddelki so delali, smo dnevno večkrat razkuževali in smo nekako pač poskušali ohraniti vsaj del proizvodnje. Kako pa delo s strankami? Salon smo imeli zaprt, tako da strank nismo sprejemali pri nas, ampak smo delali na daljavo. Tudi precej naše ekipe je delalo od doma zaradi teh varnostnih predpisov, tako da smo izkoristili ta čas za zadeve, ki jih prej nikoli nismo mogli dokončati, posebno na področju izobraževanja, digitalizacijo podjetja smo kar spravili, bom rekla, dosti naprej. Vsi so bili zelo zainteresirani za to izobraževanje in mislim, da smo že tudi neke spremembe zaradi tega v tem času lahko naredili. Odlično. Na avstrijskem zdaj lahko vidimo lepo vašo marketinško kampanjo, ki je vidna povsod, OGK Cojne. Kakšen efekt je kljub korona krizi kampanja prinesla? Moram reči, da efekt ni tak, kot smo pričakovali, seveda zato, ker so bili ljudje doma. Te jumbo kampanje so pač ob cestah, v mestih, v vaseh in zaradi tega, ker ljudje niso potovali, je pač bil manjši efekt, kot smo pa pričakovali. No, ampak ograje so en tak v bistvu element varnosti, ki si ga zdaj v teh trenutkih zdaj še majčkeno bolj želimo. Kaj to pomeni, mogoče gospod Ahac, napram potrošniku? Kaj zdaj to, ker ograja je neka varnost, vsi se omejujemo zdaj na nek način, kaj to pomeni za vaš produkt? Mi opažamo, da je potreba po varnosti nekaj, kar je ves čas v porastu. Tudi naše stranke, poleg drugih elementov in koristi, ki jih ograjni sistemi prinašajo, vedno bolj izpostavljajo varnost. Varnost je na prvem mestu, potem so tu še protihrupna zaščita, vizualna prepreka in pa seveda predvsem dizajn. Skratka, ograja je nek okras doma, ki pa tudi postaja vedno bolj pomemben in tudi sodi v segment varnosti. Tako da mi smo v tem obdobju, v katerem smo bili vsi nekako na preizkušnji, gradili na tistem, kar je ljudem v tem času tudi bilo najbolj pomembno, prav na varnosti. V prvem koraku seveda zdravje,
hkrati pa seveda zaščita nepremičnin, zaščita družine, zaščita podjetniških okolij. Odlično. Gospa Zdenka, za konec vas še vprašam, kakšna spodbudna misel družinskim podjetjem, tako kot je vaše? Ja, jaz bi sam rekla, treba je imeti energijo, vztrajnost, potrpežljivost, pa iti samo naprej. Naredijo se včasih tudi kakšne napake, ampak na napakah se učimo. Hvala lepa in se kmalu vidimo. Hvala, srečno.